predavanje, tako da povabljeni tudi. A se strinjamo, da smo mi kristjani eni veliki berači, v smislu Boga prosimo, prosjačimo in si hkrati želimo, da nas on zelo pozorno posluša. A je res, da ima taka ušesa. In mi mu pripovedujemo, bodi si preko Oče naša, Zdrave Marije, ali z svojimi besedami, kaj vse rabimo in kaj pač naša potreba, katere so naše potrebe. A smo se kdaj vprašali, da si tudi on želi, da ga mi poslušamo? On si želi, da ga poslušamo. Tako kot vsaka žena si želi, da jo mož pozorno posluša, pa veste, drage žene, tudi možje imamo radi, da nas žene pozorno poslušate. To je oboje stranska potreba, ne samo enosmerni projekt. In v Svetem pismu piše apostol Pavel, da si Bog želi, da bi ga spoznavali. In veste, kaj je en velik problem? Da vsak tukaj od vas ima svojo predstavo o Jezusu. Vsak ima svojo. In ni rečeno, da je vsaka predstava, ki jo imate, skladna s tistim pravim Jezusom, ki je v Evangeliju. Veste, in to je velik problem. Ker mi, kristjani, katoličani posebej, si ne vzamemo časa, da bi Boga spoznavali. In veste, kakšne so posledice? Da je klej noter ogromno skrbi, ogromno nemira, ogromno živčnosti, ogromno tesnobe, depresije, strahov, ne vem česa še vse. Ker to telo rab dobro hrano. Danes vsi smo nori na zdravo prehrano, bioprehrano, brez dodatkov in ne vem česa, zato ker skrbimo za to telo. A butelni ne razumemo, da tudi duša rab hrano. In ta duša, če ne dobi prave hrane, zbolela in je nemirna in je živčna in ker ne dobi biohrane, prave duhovne. In v Svetem pismu pravi Jezus, človek naj ne živi samo od kruha. Tist, ki skrbi samo za to, da bo želodec imel poln in polno rit, ne bo klenot imel življenja. Pika. Lahko ne vem, kaj si ustvarjamo in ne vem, kaj delamo. Bog nas hrani prek svojega telesa in krvi, dušo in pa prek svoje besede. In če to zanemarjamo, klenot ne bo polnosti življenja. Veste, to jaz ne govorim iz knjig, to jaz iz prakse govorim. Če jaz zanemarjam Božjo besedo, da je ne poslušam pozorno, da Boga ne spoznavam, čutim od znotraj nekaj manjka. In sem nervozen, nemiren, nepotrpežljiv in tako dalje. Ko se začnem hraniti, se klenot začne umirjati. Zato vas vabam na en super biblični tečaj. Ne se ustrašiti, to je zelo preprosta stvar. To je za tiste, ki Biblije sploh odprli niste še nikoli v življenju. Čisto preprosto. Ker je namen tega tečaja, da bi ga spoznavali. In v tem je neizmerna korist. Noben pedagog, psihiater, filozof in ne vem kdo ti ne more dati tega, kar daje Bog po svoje besedi. In vas lepo povabim samo najprej na predstavitev, zdaj sem samo na kratko povedal, ki bo v četrtek po Miklavžu ob 7. v Marijinem domu 5. decembra. Več si lahko preberete na teh listih, ki jih bo ena gospa delila. Hkrati so pa tukaj še drugi programi našega zavoda Caring. Tako da hvala za vašo pozornost, gospodu Kaplanu, da sem lahko vam spregovoril. Vam želim vse dobro in na nas je, da se odločimo, s čim bomo hranili dušo. Jaz nobenega ne silim, jaz samo vabim. Na vas pa je, komu bomo dali prostor. Ok, hvala, lepo nedeljo.